Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kakšna je situacija glede neurja in v vaši občini v teh dneh? Lahko povem vašim gledalkam in gledalcem, da tudi Žirovnica ni bila izvzeta iz tokratne ujme, iz tega močnega deževja, in lahko povem, da že v noči iz četrtek na petek, tako kot povsod, so se pričele težave, najprej z zalivanjem objektov na Rodinah, v Smokuču, v Zabreznici, na Selu. Gasilci so celo noč črpali, vodo iz kleti, iz jaškov, iz povsod, kjer je bilo to potrebno. No, taka resna, huda stvar se je pa pričela okrog 3. ure zjutraj, ko je potok Završnica skozi graben, kot temu rečemo, v Mostah, dosegel tak nivo, da je v bistvu rušil pred sabo celo strugo, ogrožal objekte, in moram reči, da je odnesel tudi 2 avtomobila, en kombi pa en osebni avto. Tako da smo takoj sklicali štab civilne zaščite, odredili evakuacijo teh ogroženih oseb v teh objektih, jim zagotovili začasne namestitve, tako da je bilo 18 oseb evakuiranih, in pa seveda takoj zaprli območje. Plus tega se je pa seveda veliko dogajalo tudi v obeh dolinah iz smeri Završnice proti Valvazorju in proti Zelenici, kjer so se prožili zemeljski plazovi. Proti Zelenici je celo odkrilo del cevovoda, glavnega vodovoda za Jesenice in del Žirovnice. Tako da moram reči, da je bilo dogajanje pestro, no. K sreči ni bilo nobenih poškodb, nobenih človeških žrtev, je pa, kot rečeno, največja škoda bila narejena ravno temu grabnu, kajti poleg že omenjene škode je pa seveda potok Završnica odnesel tudi del občinske ceste, nekje v dolžini 80 metrov. S tem, ko je odnesel občinsko cesto, je seveda odnesel tudi vso infrastrukturo. V njej je bila kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija, noter je imel svoje vode tudi plinovod Enos. Skratka, uničena je vsa ta komunikacija. Lahko povem, da zdaj v teh dnevih, takoj danes smo že pričeli z aktivnostmi, sestanki, z operativnimi razgovori, zato da bomo čim prej poskušali odpraviti posledice, vzpostaviti normalne komunikacije, predvsem pa zagotoviti kanalizacijo in tako naprej. Tukaj bo ena zadeva, ki bo mogoče nekoliko podaljšala vse skupaj. Gre namreč za to, da je struga Završnice uničena. Struge spadajo v pristojnost države. Direkcija Republike Slovenije za vode mora seveda narediti nek sanacijski plan, kajti brez da se uredi struga, ne moramo delati ostale infrastrukture. Bomo pa poskrbeli za nujne ukrepe, pa zato, da zavarujemo te omenjene objekte. Tako da jaz upam, da se bo to čim prej odvilo. Moram pa povedati, da so vsi ostali deležniki, kot Elektro Gorenjska, kot Enos, naša komunala, seveda takoj pristopili k temu, da so ljudem zagotovili nazaj elektriko v tem delu naselja, vodo in podobno. V teh dneh bomo tudi se srečali z predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in GG Bled, ker je treba pač ugotoviti dejansko stanje na obeh gozdnih cestah, kje so mogoče še kakšni plazovi, ki bi ogrožali, in potem pristopiti k sanaciji, kajti gozdne ceste niso občinske, in seveda tukaj pričakujem, da bo Zavod za gozdove Slovenije kot skrbnik tega aktivno pristopil in da bomo z roko v roki skupaj pač te stvari uredili. Kot že Je zdaj cesta v dolino Završnice zaprta? Ja, ne, zaprta je cesta v smeri Zelenice. V dolino Završnice se da priti, parkirišča in ostala infrastruktura je bila tam k sreči nedotaknjena, pa omejen je promet proti Valvazorju, kajti prevoz ni varen. Zdaj občina ne more zapreti te ceste, ker je Zavod za gozdove pristojen, Zavod za gozdove jo še ni zaprl, tako da jaz v tem trenutku odsvetujem vsakršno nepotrebno vožnjo
v obe smeri. Proti zelenici še potekajo tudi dela, ki jih izvaja javno podjetje Eko v zvezi z zavarovanjem cevovoda. Proti Valvazorju pa seveda je na posameznih delih cesta skorajda neprevozna oziroma pogojno s terenskimi vozili. Evo, hvala lepa.